Čau! Danes si bomo pogledali malo čeljustni sklep. Pogledali si bomo malo našo spodnjo čeljustnico, tale čeljustni sklep in pa tole mišico, ki zapira našo čeljustnico spodnjo. To zveni kar dosti dolgočasna tema, ne? Boste pa videli, da potem, če začnemo enkrat obvladovati svojo čeljust, da nam to kar zelo dobro pomaga v praksi in med petjem. Prva vaja, ki jo bomo naredili, je, prijeli se boste za tole mišico, najprej boste skrčili čeljustni sklep, torej zaprli boste usta, kot da želite ugrizniti in boste začutili tole mišico, ki se zategne. Čutite? Tej mišici rečemo masseter. In bomo najprej tole mišico začeli malo sproščati, malo bomo masirali. Kar zmasirajte, ja. Masirajte jo prav do tukaj gor. Tukaj gor pa lahko pri ušesu čutimo naš čeljustni sklep. Če boste odprli usta orang, boste čutili, kako gre tale spodnja čeljustnica, kot da bi šla iz jamic ven. Tukaj je čeljustni sklep. In takole si zmasiramo tole mišico, da naša čeljust lepo pade dol. En velik problem slovenskega jezika je ta, da je trd, ne? Imamo zelo trde besede, r, k, č, ž, š, ne? Za razliko od, rečemo, Američanov, oni so bolj imajo mehek jezik, recimo oni so awesome, ne? Že v osnovi med samim govorom bolj odpirajo usta, zato jim je tudi pri petju lažje. Mi se moramo pa v bistvu pri petju naučiti našo čeljust malo bolj sprostiti. Tako zmasiramo tole mišico in potem naredimo drugo vajo. Pogledamo v strop in sprostimo čeljust dol, da nam pade, kot bi bila mrtva. In potem na ta način, s tako postavitvijo čeljusti, damo glavo naravnost nazaj. In zopet čutimo to sproščenost v čeljusti. Tako sproščena naj bi bila čeljust med petjem in tudi med govorom. To ne pomeni, da se ne premika. To samo pomeni, da ni trda, ne? Zato obstaja super vaja, ki jo lahko počnemo tudi med petjem. In sicer ta vaja izgleda tako, da na vsaki strani damo po en prst med zgornjo in spodnjo čeljustnico. In tako razmaknemo, ne, zgornjo in spodnjo čeljustnico. In hkrati tudi povzročimo, da je ta spodnja čeljustnica malo bolj mehka. In potem lahko tako pojemo. Recimo za razliko. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. In potem se primam. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. A ne, kar naenkrat je mogoče moj zvok malo bolj v krogu, malo bolj lepoven. Hkrati je pa meni tukaj bolj prijetno, ne, manj zategujem. Tako da to vajo lahko delate tudi med petjem same pesmi. Lahko od začetka do konca se lahko tako držite in čutite to sproščenost, ne. Evo, to bi bilo za danes vse. Mogoče zdaj v naslednjih 14 dneh čutite tole spodnjo čeljustnico, ne? Ukvarjajte se s tem, kaj se dogaja s tem sklepom, kaj se dogaja s tole vašo mišico, samo zato, da to začutite. Potem bomo pa počasi šli na različno oblikovanje besed na nižinah in višinah in tam nam bo tale sproščena čeljust še toliko bolj pomagala. Tako da, lepo se majte in se vidimo kmalu. Čau!